Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni v predsedniški palači na sprejemu ob 20-letnici sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. Med nami še posebej pozdravljamo poveljnike kontingentov Slovenske vojske, Slovenske policije in civilne funkcionalne strokovnjake, ki ste v preteklih letih pripomogli k mednarodnemu miru in stabilnosti. Ta mesec mineva 20 let, odkar je Republika Slovenija napotila prvi kontingent vojakov Slovenske vojske v mednarodno operacijo. To je bila operacija Alba, ki je v Albaniji potekala pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Letos obeležujemo tudi 20 let od napotitve prvega policijskega kontingenta in 10 let od napotitve prvih civilnih funkcionalnih strokovnjakov v mednarodnih operacijah in misijah. Tako je Slovenija pred 20 leti obrnila novo stran v svoji vojaški in varnostni zgodovini. V okviru mednarodne skupnosti je odtlej ne samo prejemnica varnosti, ampak varnost tudi zagotavlja, tudi drugim. Z napotitvami v mednarodne operacije in misije se je slovenski varnostni in obrambni sistem pričel pospešeno odzivati na kompleksne izzive v mednarodnem okolju, kar zahteva fleksibilnost, prilagajanje in nadgrajevanje obstoječih mehanizmov. Vsi, ki ste se danes v predsedniški palači zbrali ob tej pomembni obletnici, ste nosilci in ustvarjalci tega procesa. K besedi vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovana gospa ministrica, predsednik odbora za mednarodne odnose, drugi visoki gostje, pripadnice in pripadniki vodje kontingentov Slovenske vojske, policije, civilni strokovnjaki, drugi udeleženci mirovnih operacij in misij. Najprej sprejmite, prosim, ob tej obletnici moje iskrene čestitke, izraze iskrene hvaležnosti v imenu države in ljudi, ki mi jih je čast predstavljati. Morda lahko še enkrat več ob tej priložnosti rečem, kako zelo ponosni smo na vaše delo, ki odmeva v domači in mednarodni javnosti kot profesionalno in brezhibno. Slovenija velja za varno državo in država šteje za eno njenih najpomembnejših nalog, ker te zares ne more opraviti nihče drug, da tako tudi ostane. Na razpolago ima zmogljivosti in sile, da v primeru potrebe povečanega tveganja prepreči ali zmanjša nevarnosti. Zlasti v zadnjih letih, ko so se razmere v mednarodni skupnosti poslabšale, glede varnosti in predvidljivosti, je Slovenija pogumneje pogledala resnici v oči in ugotovila, da po 25 letih naše samostojnosti, po 25 letih našega diplomatskega priznanja, potem, ko smo leta 2003 iz naborniške prešli v profesionalni sestav Slovenske vojske,
ne samo vojaški steber sistema nacionalne varnosti, ampak vse stebre nacionalne varnosti potrebujemo posodobiti, zato da bodo lahko to varnost, o kateri govorimo, tudi zagotavljali. V vsakem primeru pa, ne glede na pomanjkljivosti ta hip, ki jih odpravljamo, in to bi rad po več letih, ko tega nisem mogel reči, ker nisem imel razlogov za to, ampak zdaj se te, vsaj glede proračunskih sredstev, počasi odpravljajo, lahko rečem, da ljudje upravičeno zaupajo tistim, ki vam je naložena vloga pri varnosti in pri obrambi države, da je to zaupanje utemeljeno. Varnost Slovenije je seveda odvisna od naše pripravljenosti in ta se izboljšuje, odvisna pa je tudi od varnosti v našem regionalnem in širšem okolju. Ocenimo lahko in nismo edini pri tej oceni, da se razmere poslabšujejo, da so varnostna tveganja in drugačna, kot so bila tradicionalno, in tudi večja in da je stopnja, kot sem rekel, nepredvidljivosti povečana. V nedavni preteklosti smo spremljali in se ozirali na vojno in nestabilne razmere na našem jugovzhodu. Dogajanje septembra 2001 je našo pozornost usmerilo v sicer oddaljeni terorizem in srednji vzhod, piratstvo, vojne, humanitarne krize, so našo varnost povezale z afriškim prostorom, Bližnjim vzhodom, Sredozemljem. Že nekaj časa je naša pozornost usmerjena tudi na vzhod v povezavi z rusko geopolitiko ter lokom zamrznenih konfliktov na vzhodu evropskega prostora. Slovenija je in bo ostala miroljubna država, predana mirnemu reševanju sporov. Ko sem malo prej omenjal nedavno preteklost v jugovzhodu Evrope, v soboto bova z zunanjim ministrom tako Slovenija kot Hrvaška gostili predsednike vseh držav v tem prostoru, tukaj bo tudi novi nemški predsednik, zato da bi po diplomatski poti na miren način poskušali zmanjšati tveganja, ki so povezana z razmerami v tem občutljivem delu Evrope. Vse, kar bo v naši moči, bomo poskušali storiti tako, da uporaba sile ne bo potrebna. Vendar ta miroljubnost ne pomeni, da se obrnemo stran takrat, ko je ogrožena varnost naših prijateljev, zaveznikov, kadar je uporaba oboroženih sil edino in tudi legitimno sredstvo za preprečevanje tragedij ali za razmejitev vojskojočih sil in ohranjanje miru. Slovenija je članica Združenih narodov. Ali smem, gospe in gospodje, ob tej priložnosti povedati, da sem imel kot predsednik Republike čast, da sva z našim veleposlanikom, z državno sekretarko, gostila generalnega sekretarja OZN, predsednika generalne skupščine OZN v New Yorku ob naši 25. obletnici vstopa v OZN in da smo bili vsi iz Slovenije počaščeni z zelo visokimi, zelo spodbudnimi, zelo pohvalnimi besedami generalnega sekretarja o naši vlogi v OZN in tudi pri zagotavljanju mednarodnega miru, za kar ste najbolj neposredno odgovorni prav vi tu. Slovenija je torej članica Združenih narodov, je članica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je članica Evropske unije in seveda je zaveznica v zvezi NATO. Vse 4 organizacije so zavezane k miru in stabilnosti in krepitvi zaupanja. In Slovenija je kot odgovorna članica prevzela tudi obvezo aktivnega prispevanja k uresničevanju poslanstev teh organizacij in s tem k naši varnosti. Pred 20 leti, 14. maja, je bila tako pod mandatom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi v okviru operacije Zora v Albanijo napotena delegacija, enota 21 pripadnikov Slovenske vojske z nalogo zdravstvene oskrbe pripadnikov mednarodnih sil ter beguncev na letališču v Tirani.
Prva napotitev slovenskih vojakov v mednarodno misijo je pokazala in dokazala sposobnost in vrednost našega delovanja v mednarodnem okolju in vse naslednje misije so to sposobnost utrjevale. Od leta 1997 so pripadniki Slovenske vojske sodelovali v misijah in operacijah v Albaniji, na Cipru, Bližnjem vzhodu, Kosovu, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Afganistanu, Pakistanu, Iraku, Kongu, Libanonu, Sudanu, Čadu, v Srednji Afriški republiki, Siriji, Maliju, v Sredozemlju in od tega meseca dalje tudi v Latviji, v okviru NATO-vega odziva na omenjeno rusko geopolitiko. Skupaj vas je bilo na mirovne operacije in misije v 20 letih napotenih več kot 11.000 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, kar je izjemen pokazatelj, kakšno pozornost namenjamo mednarodnemu miru in stabilnosti in zlasti, kako mednarodna skupnost ceni vaše delo. Kot predsednik vlade ali republike sem imel priložnost, prijetno dolžnost, obiskati misije na različnih koncih, kamorkoli sem prišel. Vedno sem od poveljujočih slišal o vašem delu samo najbolj slavne besede. Povsod so vsi poveljujoči povedali, da z, kot sem dejal, profesionalnostjo, svojo brezhibnostjo zelo prispevate k ugledu naše države. In v tem smislu in ob lanski 25. obletnici ustanovitve države in ob 25. obletnici njenega mednarodnega priznanja in ob 20. obletnici našega aktivnega sodelovanja v operacijah mednarodne skupnosti za utrjevanje miru. Mislim, da vsi zaslužite iskrene čestitke z upanjem, da bodo tudi tisti, ki bodo šli za vami v enaki meri deležni tako visokih ocen, tako domače kot mednarodne politike in javnosti. Skupaj s pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah že 10 let delujejo tudi civilni funkcionalni strokovnjaki, predstavniki različnih ministrstev, drugih služb. Vi ste prav tako s svojim znanjem prispevali k obnovi in vzpostavljanju normalnega ali normalnejšega življenja. Vaš prispevek je opazen na Kosovu, v Afganistanu, v Gruziji. Ne moremo mimo vašega delovanja v tujini, ki ga ne štejemo pod mirovne operacije in misije, vsekakor pa njihov humanitarni pomen zasluži omembo. Pomoč Slovenske vojske in civilne zaščite v katastrofalnih poplavah, tako v Bosni in Hercegovini kot Srbiji, kažeta na najbolj humani in človeški obraz vseh, ki nosite slovensko uniformo. Ste predvsem v službi domovine, v službi miru in pomoči, ki jo naši državljanke in državljani ali naši zavezniki in prijatelji potrebujejo in so jo z vaše strani tudi deležni. Slovenija torej velja za varno državo in naj tako tudi ostane. Slovenija velja za državo, ki je pripravljena aktivno pomagati k vzpostavljanju ali ohranjanju miru. Naj tako tudi ostane. Če to želimo dosegati tudi v bolj zapletenih mednarodnih in varnostnih okoliščinah, moramo za to nameniti tudi potrebna sredstva, opremo in usposobljenost, da se boste vedno živi in zdravi vrnili iz tako pomembnih operacij. Sprejmite, prosim, ob 20. obletnici prve napotitve še enkrat moje iskrene čestitke države in naših ljudi, ki mi jih je čast predstavljati. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Prisluhnimo glasbeni točki v izvedbi kvinteta orkestra Slovenske policije, ki je zgoraj na galeriji. Zaigrali nam bodo skladbo Danila Kocijančiča in Draga Misleja Dober dan.
besedi vljudno vabim načelnika štaba Generalštaba Slovenske vojske, brigadirja magistra Bojana Pograjca. V okviru mednarodne operacije NATO na Kosovu je brigadir magistr Pograjc opravljal dolžnost namestnika poveljnika NATO-ve sile za Kosovo. Spoštovani gospod vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije, spoštovani zbrani. V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim v imenu pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Ob tem pa se zahvalim našemu vrhovnemu poveljniku, da je obudil naša imena in priimke s svojim povabilom na današnje druženje. Zakaj zgodovinarji nas vse preradi potiskajo med rimske številke oznake slovenskih kontingentov med evroatlantskim prostorom in mejami globalnega sveta? Pisatelj Paulo Coelho je v svoji knjigi Priročnik bojevnika luči zapisal, da je bojevnik luči najbolj srečen takrat, kadar ima po bitki ob tabornem ognju komu za pripovedovati svoje zgodbe. Spoštovani, mi imamo svoje zgodbe. Mi imamo komu za pripovedovati svoje zgodbe. Če ne drugemu, drug drugemu. Torej, bojevniki luči, bojevniki za mir, udeleženke in udeleženci mednarodnih operacij in misij. Vam in vašim družinam želim vse dobro. Srečno in hvala za vašo pozornost. Hvala načelniku štaba Generalštaba Slovenske vojske. Še enkrat prisluhnemo kvintetu orkestra Slovenske policije skladbo Jureta Rubežnika Ti si moja ljubezen. Besedi vljudno vabim višjega policijskega inšpektorja 1 v sektorju za mednarodno policijsko sodelovanje Generalne policijske uprave, magistra Roberta Ureka. V okviru mednarodne misije je magister Urek 2 leti služboval v Bosni in Hercegovini in 2 leti v Palestini. Spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, cenjeni predstavniki Slovenske vojske in policije, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve, spoštovane mirovnice in mirovniki. Ponosen sem, da vas lahko ob tej priložnosti pozdravim. Sodelovanje slovenske policije v mednarodnih civilnih misijah ima že 20-letno tradicijo. Prvi policisti so bili napoteni predvsem na območje jugovzhodne Evrope oziroma v Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Srbijo, Makedonijo, kasneje pa tudi v oddaljene predele sveta, kot na primer Jordanija, Palestina in tudi vzhodni Timor. Kako velik pomen imajo civilne misije, kaže dejstvo, da so le-te potekale in še vedno potekajo pod okriljem Organizacije združenih narodov, Evropske misije, Organizacije za varnost in sodelovanje in drugih organizacij. Danes smo slovenski policisti prisotni v 2 mednarodnih civilnih misijah, ki obe potekata pod okriljem Evropske unije. V Palestini sta trenutno 2 policista, medtem ko imamo na Kosovu, ki je za Slovenijo pomembno varnostno in geostrateško območje, trenutno napotenih 10 policistov. V izjemno veliko zadovoljstvo pa mi je povedati, da imamo od skupno 12 napotenih policistov trenutno v misijah tudi 3 kolegice. Naše udejstvovanje v misijah pa ni izključno operativne narave. Po zaslugi poznavanja razmer in funkcionalnih potreb institucij, organov države gostiteljice,
smo slovenski policisti realizirali tudi več bilateralnih sodelovanj, kratkoročnih izmenjav oziroma usposabljanj, s katerimi smo na te organe gostujočih nas držav prenesli naše znanje, mi pa pridobili nove izkušnje. V prizadevanjih za vzpostavitev sodobne, razvijajoče se in demokratične družbe na kriznih žariščih smo bili in smo še vedno slovenski policisti v misijah cenjeni in spoštovani. Naša najvišja raven usposobljenosti, profesionalnosti in obenem močan občutek pomagati ljudem v stiski so naši zavezniki pri spoštovanju in izpolnjevanju mednarodnih obveznosti, katere je Slovenija sprejela s vstopom v polnopravno članstvo mednarodne skupnosti. Policisti v mednarodnih civilnih misijah tesno sodelujemo s predstavniki Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, kakor tudi predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve ter drugimi institucijami, tako nevladnimi kot akademskimi. Zato naj to priložnost izkoristim tudi za zahvalo vsem, s katerimi na območjih, ki jih je zajela vojna vihra, skupaj gradimo temelje za mirnejše življenjsko okolje. S tem soustvarjamo pogoje, v katerih bosta vojaške spopade ali njihove posledice zamenjali vladavina prava in zaščita najbolj osnovnih človekovih pravic, med katere spada mir. Prehojeni poti bomo mirovniki ostali zavezani tudi vnaprej. Mir je moč doseči zgolj skupnimi prizadevanji vseh, ki se s tem ukvarjamo. V Sloveniji še nismo pozabili svoje lastne izkušnje, zato razumemo, kako dragoceni vrednoti sta varnost in svoboda. Upamo, da bomo s svojim znanjem ti dve vrednoti prenesli tudi na države, kamor nas napotite. Hvala lepa. Hvala magistru Robertu Ureku. Vljudno vabim vse goste k skupinskemu fotografiranju s predsednikom republike na stopnicah. Hvala, s tem je uradni del sprejema zaključen.